Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o regresiji v prejšnja življenja. Ste že mogoče prebrali knjigo Usoda duš in potovanje duš, v katerih so zapisana pričevanja oziroma izsledki regresoterapevta Michaela Newtona. Ste sploh že slišali za regresijo, za psihološko regresijo? No, ta regresija se je razvila kot psihoterapevtska metoda za ozaveščanje in odstranjevanje nekih nepojasnjenih vzrokov za človeške, recimo temu, psihične probleme. Ko je recimo neko osebo bolelo koleno, pa ni vedela zakaj. Šla je k zdravniku, naredili so ji rentgenske posnetke, fizikalno je bilo s kolenom vse v redu in tudi oseba se ne spomni, da bi se v tem sedanjem življenju kadarkoli koleno poškodovala. Potem pa je prišla k temu psihoterapeutu oziroma regresoterapeutu Michaelu Newtonu in jo je skozi neke vrste hipnotični trans peljal v spomin nazaj, v podzavest, da se je spomnila kakšnega dogodka v preteklosti, ki bi bil lahko vzrok za to njeno bolečino v kolenu. No, seveda, sprva je Michael Newton začel z regresijo na tak način, da je poskušal najti vzroke v sedanjem življenju. Pač je rekel osebi, pojdi po dogodkih nazaj do svojega rojstva in se spomni dogodka, ki bi bil lahko vzrok za to. No, in potem, ker ni našel pri nekaterih osebah vzroka, je to svojo sugestijo še bolj odprl in je rekel, pojdi nazaj v preteklo obdobje, torej izpustil je besedo do rojstva. In na ta način so potem začele te osebe poročati tudi o dogodkih pred rojstvom, se pravi med inkarnacijami, in o dogodkih iz prejšnjih inkarnacij. Tako je recimo ta oseba, ki jo je bolelo koleno, ozavestila, da je bila v prejšnjem življenju vojak na nemški fronti in da ga je nekdo ustrelil v koleno. Od tod ta občutek neke čudne bolečine v kolenu. In potem, ko je ta oseba to ozavestila, je ta občutek izginil. Michael Newton je torej šel tudi raziskovati, poskušal je pridobiti neke materialne dokaze, da so ta pričevanja teh njegovih klientov resnična, in je skozi zgodovinske arhive res našel nekega generala, kot ga je opisala ta oseba, da je dobil metek v koleno. Skratka, skozi številna ta materialna pričevanja oziroma dokaze je potrdil na nek tak znanstven način, da reinkarnacija torej obstaja. Da smo mi živa bitja, ki se prerojevamo, da smo v nekem smislu večni in da samo menjavamo ta fizična telesa. No, ta hipnotična regresija je en način, da ozavestimo določene dogodke v svojem
preteklem obdobju življenja, je pa precej nepraktična, zamudna in draga. Kajti za tak postopek potrebujemo nekega regresoterapevta, torej zmeniti se moramo za sestanek z nekim regresoterapevtom. Moramo si dopustiti, da nas on potem začne voditi v to hipnotično regresijo. Traja kar precej časa in tudi seveda to stane. Jaz sem še tudi narediti 2 regresije v prejšnja življenja, tako da sem ozavestil marsikaj. Potem pa sem spoznal metodo, z katero je možno ozaveščati svoja pretekla doživetja na še bolj enostaven in preprost način. Kajti dostop do teh spominov iz preteklosti ima vsak sam v svoji podzavesti in vsak sam lahko dostopa do teh spominov. Mi smo torej tisti, ki smo dopustili, da pozabljamo na naša prejšnja življenja, na dogodke iz naše preteklosti. In samo mi smo tisti, ki lahko dopustimo samemu sebi, da se teh dogodkov iz preteklosti tudi spomnimo. To je možno z uporabo samoiskrenosti. Torej, če si v iskrenosti priznamo, da smo se zmožni spomniti, potem je to mogoče. Ker pa potrebujemo neko oporo, se pravi neko orodje za materializacijo teh spominov iz podzavesti, je to ozaveščanje možno najbolj učinkovito početi z pomočjo pisanja. Na ta način lahko upočasnimo samega sebe, gremo v spomin nazaj in sistematično ozaveščamo dogodke. Predvsem pa je pomembno, da jih preobražamo, torej da si odpuščamo določene zamere, ki nam povzročajo zaradi teh dogodkov neke čustvene reakcije. Ker številne dogodke v preteklosti nismo sprejeli v polnosti, nismo sprejeli naše lastne odgovornosti za naše sodelovanje v teh dogodkih in imamo v povezavi s temi dogodki neke energetske vezi, zaradi katerih ne moramo v polnosti, v polnem zavedanju živeti življenja v tem trenutku. Jaz tudi že počnem nekaj let ta postopek ozaveščanja skozi pisanje bloga. Praktično pišem 2 bloga, enega v slovenskem, enega v angleškem jeziku. In ta sistem ozaveščanja in pisanja se je skozi mnoga leta razvijal preko mednarodne globalne skupine Destiny. In sedaj smo že številni ljudje, ki na ta način ozaveščamo naše pretekle dogodke v življenju in da prevzamemo polno odgovornost za to, kar smo postali. Tega postopka se lahko nauči vsak, še najbolj tisti, ki razumejo angleški jezik, kajti imamo na voljo številne spletne tečaje, videoposnetke, audioposnetke, ki te stvari razlagajo, kako je to možno narediti. Predvsem pa imamo brezplačni uvodni spletni tečaj, ki se imenuje DIP Lite, k kateremu vas vabim, da se tudi vi vpišete, da boste lahko dogodke iz preteklosti ozavestili in na ta način postali čustveno stabilni. Povezave do tega tečaja in dodatnih informacij v zvezi s tem si prosim poglejte v opisu tega videoposnetka ali pa lahko tudi mene kontaktirate oziroma me najdete na Facebooku pod imenom Valentin Rozman in vam bom tam podal povezave do teh informacij. Hvala lepa za posluh in nasvidenje!